V predlogu proračuna za letošnje leto je za 25 milijonov evrov prihodkov in 29 milijonov evrov odhodkov. Ta je v primerjavi z lanskim letom na prihodkovni strani višji za 4, na odhodkovni pa za 6 milijonov evrov. Razlogi so predvsem v naložbenih aktivnostih, pravi župan Srečko Ocvirk. Tako na infrastrukturnem delu, kjer se izvajajo kohezijski projekti iz dogovora za razvoj regij, ki so v zaključevanju. Hkrati pa velik del pomenijo investicije z področja šolstva. Investicija v osnovni šoli na Blanci in osnovno šolo Ana Gale, ta proračun nekako povečujeta. Za izvedbo teh projektov se bodo zadolžili, in sicer za 2 milijona 700 tisoč evrov. Investicij samo v osnovne šole pa je bistveno več, tako da gre ta zadolžitev izključno v investicije v osnovne šole, ki so predvidene. Razprava je bila široka in vsebinska, saj so svetniki, kot je to tudi običajno, ko gre za oblikovanje proračuna, podali številne pobude in predloge. Opazil sem, da je predvsem na tem cestnem področju, ki bo tudi ogromno nekih predlogov v letošnjem letu kar precejšnjo zmanjšanje. Več kot milijon, verjetno so neki razlogi. Tukaj jaz mislim, da ne smemo zaspati pa pustiti za kasnejše, ker enostavno te ceste potrebujemo in enostavno jih moramo tudi v tem proračunu nameniti po moje več denarja, kar je pa trenutno v tem proračunu. Konkretno bi še predlagal, da se zagotovijo sredstva za odstranitev vlečnice na Listci. To je zadeva, ki je že več kot 10 let neaktivna in tudi verjamem, da z vsemi pogoji, oziroma pogoji in smernicami iz zakonodaje, da ta vlečnica ne bo več mogla v tej obliki funkcionirati, tako da je zdaj samo še tehnička dediščina praktično. Od septembra se že pogovarjamo, da se bo uredilo parkirišče pod Vrtačo. Vemo, da je tik pred pripravo, ampak je pač en zadržek, to je zemljišče od ene gospe, ki pač ni pripravljena ga nekako odstopiti ali prodati kakorkoli že. A smo že kdaj razmišljali o razlastitvi, ker zdaj pa čakamo to že toliko mesecev, da se mi pač ne zdi umestno, že vsi sprašujejo, zdaj pa bo, naslednji mesec se bo začel, a mi še imamo tam še kar travnik in gospa pase koze na tem travniku. Poleg infrastrukturnih ureditev je bilo nekaj pobud in vprašanj tudi glede vlaganja v dolgotrajno oskrbo starejših. Kar nekaj je bilo že slišati, da se bi v Karmelju uredila bivalna enota, kako to teče, kako so kaj priprave na gradnjo doma na Hrastah in pa stavba šole Ana Gale se bo sprostila, če se to kaj namerava spremeniti v kakšna varovana stanovanja in kaj podobnega. Zagotovo je želja vseh občinskih svetnikov po sorazmernem razvoju vseh območij občin in tudi sorazmernem razvoju po vseh programih, ki jih občina izvaja v svojem prostoru in želijo splošen napredek na res vseh programih. Do naslednje seje, ki bo predvidoma konec februarja ali v začetku marca, se bodo o podanih predlogih in pobudah svetnikov opredelili še na občinski upravi ter komisijah in odborih.